Ste kdaj poskusili razvozlati račun za vodo? Pogledali smo, kako se razdelite postavki vodarina in omrežnina, kdo določa ceno in kako si lahko znižate znesek na računu. Položnica za vodo je v osnovi razdeljena na omrežnino in vodarino. Na zadnjo je obračunan še 9,5% DDV. Na položnici za vodo pa najdemo tudi okoljsko dajatev, pa tudi storitev čiščenja odpadnih voda. Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračuna mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Vodarina je pa dejansko vezana na vse stroške, ki nastajajo, ko se dejansko to vodo, ki se jo načrpa iz nekega izvira, pripravi na uporabo. Torej, to so tako stroški črpalk, dela, uprave in tako naprej. To pa se potem obračuna v okviru vodarine. Omrežnina pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju posamezne občine. Torej, omrežnina na nek način vključuje vse, kar je vezano na samo infrastrukturo, torej stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture, zavarovanje, torej nadomestilo za služnost, torej stroške odškodnin za služnost, stroške obnove in vzdrževanja priključkov, pa tudi plačilo za vodno pravico. Se je pa cena vode od leta 2013, ko so občine vodarino in omrežnino začele zaračunavati po novi uredbi o določanju cen, zvišala. V letu 2014 se je cena vodarine, torej se je sama ta storitev vodarine podražila za 6% v povprečju, leto kasneje za slabe pol odstotka, 0,32%. Pri omrežnini so bili skoki višji, in sicer v prvem letu po uredbi je bil ta skok 25,83%, iz leta 2014 na leto 2015, torej v letu 2015 pa se je omrežnina v povprečju povišala za več kot 30%. Občine pojasnjujejo, da gre za uskladitev cen, ki bi se morala zgoditi že pred leti. Vprašanje ostaja, zakaj prihaja do odstopanja v ceni med primerljivimi občinami. Tudi nadzorne ustanove se s tem ne ukvarjajo, ker ni učinkovitega nadzora nad oblikovanjem cen na ravni komunalnih služb. Izberite prhanje namesto kopanja. Zaprite vodo med ščetkanjem zob in britjem. Zmanjšajte prostorino splakovalnika v straniščni školjki. WC namreč v povprečju porabi 25% vode v gospodinjstvu. Perilo perite v polnem pralnem stroju, posodo pa raje v pomivalnem stroju kot na roke. Ne pozabite preveriti pip, tesnil in odtokov ter se prepričajte, da voda ne uhaja.